ukrepi so narejeni tako, da dejansko pomenijo za podjetnika, posameznika, za gospodarsko družbo možnost v teh kriznih časih, možnost razvoja, možnost delovanja, možnost izvoza, možnost, da zmanjšuje stroške in seveda, da fleksibilno uporablja vse faktore proizvodnje. Prvo, kar je treba spremeniti, je zakon o jamstveni shemi. Zakon o jamstveni shemi je dosegel približno tretjinsko učinkovitost, 30% učinkovitost, kar pomeni, da dejansko edini ukrep na finančno-gospodarskem področju ni bil uspešen. Je prebirokratski, SID banka preveč administrativna, pikolovska in zaradi tega je seveda izplen takšen, kakršen je. Omejitve za pridobivanje takšnih kreditov so prevelike, zaradi tega seveda gospodarstvo takšnih kreditov ne pridobiva in ima seveda zelo velike težave. Poleg tega je takšno pridobivanje kreditov oziroma so ti krediti predragi. Predrag je dejansko zaslužek SID banke. Glede na to, pa da imajo številne banke, in tukaj mislim predvsem na dve državni banki oziroma banki, ki sta v državni lastnini, številne kredite, številne terjatve, slabe naložbe, terjatve, ki so slabe naložbe, predlagamo ustanovitev tako imenovane slabe banke. Na to slabo banko bi bančni sistem, mislim predvsem državne banke, lahko prenesle slabe naložbe, slabe kredite in seveda s tem bi pri njihovem poslovanju nastala sprostitev v tem, da z prihodki oziroma dohodki, ki jih pridobivajo, ne bi krili teh slabih naložb. Tukaj bi dejansko lahko prišlo do tega, da bi gospodarstvo hitreje prišlo do novih kreditov, do novih naložb in da bi banke seveda lahko kreditirale tudi tista podjetja, ki imajo dobre programe in ki morda nimajo ravno najboljših garancij. Vprašanje, ki se tukaj pojavlja v zvezi z bančnim sistemom, je seveda, in to je tudi v tekstu, vprašanje dokapitalizacije Nove Ljubljanske banke. Tukaj je treba jasno povedati, glede na to, da vemo, kdaj se dokapitalizira gospodarsko družbo, to je ali takrat, ko gre za širitev poslovanja, ali takrat, ko ima banka izgubo. Takrat so lastniki dolžni, da dokapitalizirajo gospodarske družbe. Tukaj je seveda vprašanje, kaj gre pri Novi Ljubljanski banki, ali pa gre morda tukaj za sanacijo bančnega sistema oziroma za sanacijo Nove Ljubljanske banke. Če je temu tako, potem je tukaj treba jasno povedati, da gre seveda to na račun davkoplačevalcev. Javno premoženje. Veliko se piše in govori o reorganizaciji kapitalske družbe in slovenske odškodninske družbe. V tej povezavi je treba dejansko povedati, da je pri tej reorganizaciji, predvsem pa pri prodajah premoženja, treba biti izredno previden. Previden predvsem zaradi tega, ker so cene oziroma ker so deleži posameznih družb v tem času relativno nizke in predvsem zaradi tega, da ne pride do kakršnihkoli nepravilnosti oziroma da ne pride do takšnih prodaj, ki bi dejansko pomenile nepravilnosti tako v pravnem, kot ekonomskem, kot v finančnem smislu. Naslednje področje, ki je obravnavano v dokumentu oziroma v programu, je protikriznem programu, je vprašanje likvidnosti. Danes je gospodarstvo ima precej težav z nelikvidnostjo, ne plačuje se, v posameznih panogah in dejavnostih je dejansko prišlo do podaljševanja teh rokov, tudi država plačuje v 120-dnevnem roku. Predlagamo, da državne inštitucije v širšem smislu plačujejo za storitve in izdelke, ki jih prejmejo v 15-dnevnem roku. S tem bi dosegli to, da bi seveda tudi ostali, ki
sodelujejo na tržišču, hitreje plačevali in da bi spodbudili špiralo plačevanja in seveda zaradi tega tudi hitrejšo okrevanje gospodarstva. Naslednje vprašanje, ki ga protikrizni ukrepi obravnavajo, je vprašanje dodatnega povpraševanja oziroma javnih naročil. Na tem področju v zadnjem letu ni bilo narejenega nič. Od novembra, od 22. novembra, dejansko se tukaj ni naredilo ničesar. Obstajajo infrastrukturni projekti, ki bi lahko pomenili dodaten zagon za celotno gospodarstvo v državi. Tukaj mislim predvsem na železnice oziroma na obuditev tako imenovanega logističnega projekta, ki je bil v času vlade Janeza Janše že skoraj pri koncu, da tako rečemo. Ta projekt obstaja in verjetno bi bilo treba nekaj volje in energije za to, da bi se dejansko začel izvajati.